V času tokratnega kongresa se bomo med drugimi temami tudi pogovarjali o smiselnosti zgodnega odkrivanja okužbe z bakterijo Helicobacter pylori pri naših srednješolcih. Zakaj gre? Bakterija Helicobacter pylori je že dolgo let znan kancerogen prvega reda in pred 2 letoma je jasno, da je to bakterija povzroča infekcijo in da je to infekcijo potrebno zdraviti z antibiotiki. Mi vemo, da ta bakterija v dolgem obdobju, 20-30 let, povzroča poškodbe želodčne sluznice, kar ima za posledico nastanek erozij, razjed v želodcu in dvanajstniku, pa tudi v velikem primeru, velikokrat tudi dispeptičnih težav ali pa funkcionalnih težav, ki jih opredeli to, da z gastroskopijo, pregledom želodca, ne ugotovimo nobene spremembe, bolnik pa ima tipične težave, ki mu močno zmanjšujejo kakovost življenja. Saj veste, napihnjenost, občutek teže, pojedi, pekoča bolečina, nelagodje, nervoza, ki je s tem spremljena. Zdaj, mi smo se nekako, bi želeli, da bi srednješolce v starosti 18 ali pa 19 let, da bi jim odzeli ob enem sistematskem pregledu 3 do 5 ml krvi, kjer bi ugotavljali protitelesa na morebitno prisotnost bakterije v želodcu. Pri tistih, ki bi imeli protitelesa, ki bi imeli v krvi protitelesa, bi potem potrdili okužbo z bakterijo Helicobacter z dihalnim testom. In tisti, ki bi bili pozitivni po dihalnem testu, bi prejemali posebno antibiotično terapijo, ki traja 14 dni skupaj z nabiralcem protonske črpalke. Zdi se nam, da je to ena dobra naložba za dolgi rok, doživljenjska naložba. Ne pozabljati, življenjska doba se daljša, z starostjo nas pričnejo težiti številne tegobe, številne bolezni, zaradi katerih je potrebno zdravljenje z številnimi zdravili, ki pa lahko poškodujejo želodčno sluznico. In poškodbe te želodčne sluznice so mnogo hujše pri teh ljudeh, ki so okuženi z bakterijo Helicobacter pylori. Se pravi, če bi z eradikacijo, z odstranitvijo te okužbe, je tveganje za krvavitve, predvsem iz zgornjih prebavil, za ulkusne krvavitve, mnogo manjše. Seveda pa ob tem je tudi tveganje za nastanek raka, žleznega raka želodca, mnogo manjše pri tistih, ki niso okuženi z bakterijo.